Spoštovani predstavniki medijev, toplo dobrodošli na današnji novinarski konferenci Državnega sveta Republike Slovenije. Dovolite, da v uvodu predstavim tudi še posebej pozdravim in predstavim današnje govorce v vrstnem redu. Predsednik Državnega sveta gospod Alojz Kovšca, državna svetnika Milan Ozimič in Dušan Strnad, ter seveda člani ožje skupine strokovnjakov. Izpostavila bi predvsem tri: dr. Boštjana Brezovnika, dr. Gorazda Trpina in dr. Antona Igličar. Namen današnje novinarske konference je predstaviti proces uvedbe pokrajin, v kakšni fazi smo, predvsem pa novost, in sicer predlog pristojnosti in nalog, ki naj bi imele pokrajine v prihodnosti Slovenije. Gospod predsednik, beseda je vaša. Hvala lepa. Dober dan in dobrodošli vsi skupaj v Državnem svetu Republike Slovenije. Še posebej bi rad toplo pozdravil avtorje zakonskega predloga za ustanovitev pokrajin. Gospod Brezovnik, dovolite, da se vam in vaši ekipi ob tej priložnosti res iskreno in toplo zahvalim za ves trud, ki ste ga brezplačno na podlagi osebnega entuziazma vložili v ta projekt. Začenjamo z novo fazo projekta. Zakonodajni predlogi so pred nami, pričenja se javna obravnava, v kateri pa Državni svet Republike Slovenije prevzema bolj proaktivno vlogo. Ob meni sta predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in vodja interesne skupine lokalnih interesov. Gospoda predstavljata v bistvu najvišjo institucionalno obliko zastopanja lokalnih interesov v Republiki Sloveniji. Gospod Milan Ozimič je vodja interesne skupine predstavnikov lokalnih interesov in gospod Dušan Strnad, predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Njuna naloga od danes naprej je, da v okviru interesne skupine in komisije predelajo pripravljeno gradivo in da sodelujejo v javnih razpravah na občinskih svetih oziroma po regijah, ki jih oni dejansko danes že predstavljajo v Državnem svetu. Vse zbrane informacije bomo v Državnem svetu priobčili, osmislili in jih pripravili za zaključno fazo projekta. Mislim, da bo razprava lahko dokončana do 20. februarja prihodnje leto, tako da se nekako držimo okvirnega urnika. Istočasno se z jutrišnjim dnem oziroma srečanjem 4 predsednikov vabi Vlado Republike Slovenije, da vstopi aktivno v pripravo svojega dela v zvezi z ustanavljanjem pokrajin. To je sicer oceno finančnih efektov in mislim, da smo na tej točki lahko dokaj pozitivni, ker javno mnenje zaenkrat ne kaže nasprotovanja ustanovitvi pokrajin. Jaz več o tem ne bi. Zdaj se začenja pravzaprav politični boj, zdaj se začenja identifikacija tudi interesov tako v državnih podsistemih kot v lokalnih skupnostih in te interese bo treba na političnem nivoju zadovoljiti, uskladiti, doseči konsens in to bo po mojem mnenju tudi najtežji del projekta ustanovitve pokrajin. Ampak kot rečeno, zaenkrat smo lahko izjemno optimistični. Kolega Ozimič, izvolite. Hvala, lep pozdrav tudi z moje strani in tudi z naše strani lokalnih interesov. Zahvala strokovni skupini pod vodstvom dr. Brezovnika, ki je v tem procesu ustanavljanja pokrajin do zdaj res opravlja ogromno dela in nalog, ne samo po tem, kar je zbrano v kupih gradiva in obrazlag za njihove predloge, ampak tudi
tistega intelektualnega napora, ki seveda je potreben pri tem, da se pripravi nek predlog, ki je konsistenten in v končni fazi, kot rečemo, ima rep in glavo in smisel in vodi k ciljem, ki so bili ob začetku zapisani. Interesna skupina lokalnih interesov, ki jo vodim že tretji mandat pravzaprav, in mi je ta težnja in nuja po krajinah, ki jo izraža lokalna raven, torej občine, nujno potrebna in tako rekoč enoznačno prepoznana. In naša interesna skupina seveda tudi ves ta proces spremlja in nekako je v stalnem stiku z strokovno skupino, kjer nekako usmerja in preverjamo njihovo delo, pa ne toliko po kvaliteti, ampak upamo, da smo jim v pomoč pri tistih informacijah, ki jih lahko imajo samo tisti, ki se z lokalno samoupravo tudi operativno ukvarjajo vsaki dan, ker od daleč in iz centra se seveda to ne da niti zaznati. Tisto, kar je za nekoga, ki stvari ne pozna, najmanjši problem je seveda za tiste, ki se jih pa tiče, lahko tudi najpomembnejši. Tako da, kot je že predsednik povedal, zdaj smo vstopili v tisto fazo, ko je pravzaprav ta osnovni nabor potrebnih predlogov za ustanovitev pokrajin pripravljen in nastopa trenutek, ko se v to mora vključiti tudi vlada in parlament, če hočete, tudi politika državne ravni, v tem trenutku še verjetno ne politične stranke, ampak predvsem vlada kot operativni program, ki se bo na tej podlagi lahko opredelila do predlaganega prenosa nalog in kasneje se bo do tako dopolnjenega predloga pričakujemo tudi finančno ovrednotenje, ki je podlaga za ustrezen zakon o financiranju pokrajin in ko se bo to zgodilo, bo seveda potem sklenjen tudi krog do te mere, da bo lahko državni svet sprožil potrebne zakonodajne iniciative. Tukaj bi to videnje in aktivnost interesne skupine zaključil, seveda bomo pa ob tem procesu skozi bdeli, še posebej v tisti fazi, ko se bo pravzaprav reševal najtrši del, tisti, ki se tiče lokalcev, to je teritorialna delitev, tudi tam na oba predloga, ki sta bila nekako v neki neformalni javni razpravi, je interesna skupina izrazila določene pomisleke in seveda dala tudi nekatere predloge, kako priti do te teritorialne zastopanosti, kljub verjetno pri tem možnih manjših odstopih od tistega osnovnega vodila, ki je bil v začetku podan. Hvala. Ja, hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu in imenu Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Kolega sta že precej tega povedala. Seveda se tudi naša komisija že doslej intenzivno vključevala v proces oziroma v novi poizkus ustanovitve pokrajin v Sloveniji. Tokrat delamo to z namenom, da nam uspe in mi je všeč, da smo dali v
tem trenutku nekaj več oziroma glavni poudarek na vsebini, na prenosu pristojnosti in nalog, tako z državne strani kot se strani lokalne strani na pokrajine oziroma strani občin. Čeprav predstavniki lokalnih skupnosti pričakujemo, da bo se seveda glavnina, da se pokrajine ustanavljajo zaradi prenosa nalog iz države oziroma zaradi decentralizacije države in da bomo tukaj imeli dobre sogovornike, vsak na svojem področju v smislu nadaljnega hitrejšega razvoja. Tudi jaz se zahvaljujem komisiji oziroma skupini, ki je pripravila, res je bilo delo uspešno. Mislim, ne samo uspešno, ampak tudi celovito in obsežno. Zdaj imamo podlage, da se o tem pogovorimo tisti, ki bomo na koncu odločili oziroma tisti, ki bomo pripravili dokončen predlog. Seveda bo odločila pa bo politika in jaz mislim, da tokrat te priložnosti ne smemo izpustiti in da se moramo vsi potruditi, da ustanovitve pokrajin resnično pride. Če bomo pridni in če bomo vsi gledali na en cilj, potem sem prepričan, da nam to lahko uspe še v tem mandatu Državnega sveta. Hvala. Če dovolite, predno predam besedo gospodu Brezovniku in njegovi ekipi, samo še eno pojasnilo. Prejšnji poizkusi ustanovitve pokrajin so se končali že na začetku praktično, ko se ni bilo moč dogovoriti o členitvi teritorije na pokrajine. Zakaj smo se tokrat lotili drugače in zakaj ne tako bistveno drugače, zakaj smo členitev pravzaprav že predlagali? Zaradi tega, ker tudi prenosa nalog in ovrednotenja prenosa nalog ni bilo možno izdelati brez modela teritorijalne členitve. Model teritorijalne členitve je izdelan optimalno. Omogoča prenos kar največjega dela nalog z države na pokrajine in vsem pokrajinam po tem idealnem modelu je omogočen nekako enakomeren začetek samostojnega delovanja in razvoja. V tem trenutku, ko pa začenjamo javno razpravo, je pa želja vseh, ki so v tem postopku na tak ali drugačen način sodelovali, da se teritorijalno členitev pusti ob strani in da se začnemo pogovarjati o vsebini prenosa nalog, to se pravi o decentralizaciji države, posebno decentralizaciji državnih podsistemov in o delni centralizaciji lokalne samouprave, to se pravi prenosu nekaterih nalog, ki so jih opravljale lokalne skupnosti na pokrajino. To se nam zdi v tem trenutku izjemno pomembno, ker šele takrat, ko bomo vedeli, kaj vse bodo pokrajine opravljale in kolikšen bo potem interes občin, da pokrajine obstajajo, potem bo smiselno iti v pogajanja, kdo s kom bo tvoril katero pokrajino, seveda pa na podlagi modela, ki je bil predočen. Pro et contra je bilo že predstavljeno. Stvar političnega usklajevanja je, kako modri bomo, da bomo nekatere težave, ki se sedaj vidijo, ne da bi poznali vsebino, uspeli razložiti skozi samo predstavljanje vsebine dela pokrajin in od tu naprej se bomo po mojem mnenju lažje pogovarjali, kot smo se kdajkoli v preteklosti. Toliko. Gospod dr. Brezovnik, mikrofon je vaš in vaših kolegov. Jaz mislim, da je čas, da začnemo o vsebini in ko bomo z vsebino seznanili lokalne skupnosti, mislim, da bomo takrat pravzaprav vedeli, o čem se pogovarjamo. Nekateri argumenti, ki so se zdaj pojavili v javnosti, nekateri dvomi, so očitno, ampak res očitno povezani z nepoznavanjem vsebine prenosa pristojnosti. Zato dovolite samo še zadnji stavek, moj apel,
vsem predstavnikom lokalne skupnosti, ki bodo ta gradiva dobili, da ta gradiva na občinskih svetih tudi dejansko predelajo. Ko bomo vsi vedeli, o čem se pogovarjamo, se bomo lažje dogovorili za. Hvala lepa, dr. Brezovnik, izvolite. Ja. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Najprej zahvala predsedniku in pa kolegoma, ki so vse skozi tvorno sodelovali in tudi razumeli pot, po kateri smo šli. Z kolegi v ožji strokovni skupini smo imeli takoj po povabilu predsednika Republike in predsednika Državnega sveta razpravo, na kakšen način pristopiti, in zato je bil tudi naš pristop mogoče malce presenečenje, predvsem zaradi tega, ker smo vedeli, da je pri tako pomembnem projektu nemogoče tvorno odpirati vseh pomembnih vprašanj, od teritorija do vsebine in seveda na koncu do financiranja. Z kolegi v ožji skupini smo naslednji dan po našem razgovoru pri predsedniku Republike in ko smo sprejeli to nalogo, začeli pripravljati tudi pregled vseh pristojnosti in nalog, ki bi se lahko prenesle na pokrajine, kar pomeni, da je pred vami to dejansko 6-7 mesečno delo, ki je bilo plod tvornega sodelovanja med vsemi nami. Stvar je tudi v tem, da smo po vsebini začeli vzporedno pripravljati tudi oceno fiskalne kapacitete pokrajin in pa že pripravljamo model financiranja tako pokrajin kot občin, predvsem zaradi tega, ker je potrebno to področje zaradi nekaterih anomalij v zdajšnjem zakonu o financiranju občin urediti skladno in enotno. V tem primeru smo pripravili tako pregled pristojnosti in naloge občin po 164 zakonih, kot tudi pregled pristojnosti in nalog pokrajin po 157 zakonih. In ta pregled je pripravljen na način, da so vse naloge razdeljene na opravila. Opravila so razporejena med pristojnimi organi pokrajin in občin in pri vsakem opravilu je tudi dodan opis, kakšen akt kot končni rezultat posameznega opravila bi moral ta organ tudi sprejeti. Pri samih izhodiščih za pripravo pregleda pristojnosti in nalog smo izhajali iz zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin iz leta 2008, ko je takratna vlada Republike Slovenije opravila že odlično delo in naredila tudi pregled celotne zakonodaje, pri čemer so se posvetili vprašanju prenosa nalog regionalnega značaja in seveda deloma tudi državnih nalog, ki bi se lahko prenesle v izvajanje pokrajinam. Mi smo to vsebino razširili, se pravi v celoti upoštevali in razširili tudi z sistemskimi predpisi in pa predpisi, ki se nanašajo na izvajanje državnih nalog in jih danes izvajajo upravne enote, predvsem zaradi tega, ker je predvidena odprava dvotirnega upravnega sistema z ukinitvijo upravnih enot. Te bi postale po novem tem predlogu potem enote pokrajinske uprave, ostale bi tam, kjer so, v istih stavbah in opravljale vse upravne naloge bodočih pokrajin na lokalnej ravni in v lokalnem okolju. Kot je povedal predsednik, je predvideno, da se sedaj odpre razprava o sami vsebini, da se presodi, ali je vsebina teh pristojnosti in nalog vsebinsko ustrezna, ali se lahko za prenosom teh pristojnosti in nalog zagotovi kvalitetnejše in boljše izvajanje nalog na lokalni ravni, ali se lahko zagotovi tudi kvalitetnejše življenje in tisto, kar je vsebinsko pomembno in kar kolegi geografi še posebej izpostavljajo, da se zatem začne končno resni proces policentričnega razvoja Slovenije, v katerem bomo vsi na celotnem območju Slovenije imeli popolnoma enake možnosti in priložnosti za boljše življenje. Kot sem povedal, bo nekje v tem obdobju javne razprave o vsebini ožja delovna skupina, ki se ukvarja z področjem fiskalne decentralizacije, ob sodelovanju vlade, seveda če bo vlada to želela, pripravila oceno fiskalne kapacitete pokrajin, kar pomeni, da se bo ocenilo, koliko in kateri davki se pobirajo na območju posamezne pokrajine, kot je bilo predvideno z teritorialno členitvijo. Na tej podlagi se bo lahko presodilo, kateri davki in drugi davčni viri bi lahko bili
avtonomni veri financiranja tako pokrajin kot občin in na tej podlagi se bo pripravil potem ustrezen zakon o financiranju pokrajin in občin. V vsakem primeru pričakujemo podporo vlade pri oceni finančnih posledic, ker vsaka pristojnost in vsaka naloga nekaj stane, da se bo pripravila ustrezna ocena finančnih posledic in da bomo na podlagi te ocene finančnih posledic, ki naj ne bi bila nižja od tiste, ki je bila ocenjena leta 2008, to je približno 1,4 milijarde evrov, da bi na tej podlagi lahko pripravili dokončne izračune, na podlagi katerih bomo lahko predstavili, da bomo za ta obseg pristojnosti posamezni pokrajini zagotovili zadostna in sorazmerna finančna sredstva, s katerimi bo lahko razpolagalo lokalno prebivalstvo v samih pokrajinah. Zdaj, kolegi, ki so tu aktivno sodelovali in še bodo aktivno sodelovali, bodo seveda kolega Holcman, ki se je vključil predvsem na področju nekaterih, specialno področju negospodarskih dejavnosti in tako naprej, ampak v nadaljevanju pričakujemo izrazito pomoč kolega profesorja Igličarja pa docenta dr. Horvata, katerih naloga bo pretežno ocena nalog po istih vrstah, ker je predvideno tudi, da se naj bi prenos teh nalog izvršil postopno, se pravi ne enkratno, ker je to normodajno in nomotehnično nemogoče narediti in v nekem trenutku spremeniti teh 157 zakonov, pač pa je potrebno pripraviti celovit in podroben načrt, ki bi moral obsegati vsaj obdobje 7 do 10 let po naši oceni, nekje do leta 2030, ko bi na pokrajine prešle tudi pravice statusnega urejanja nekaterih vprašanj, ko gre za vprašanja, ki so povezana z srednjimi šolami, z bolnišnicami in tako naprej. Jaz bi, če dovolite, gospod predsednik, predal besedo kolegu Trpinu, ki je dejansko vse skozi bdel nad primernostjo in tehnično pripravo tega kataloga pristojnosti tako občin kot pokrajin, da potem poda tudi to obrazložitev in seveda bi potem nadaljevali z profesor Igličarjem, kolegom Novakom in pa kolegom Dušanom Plutom, ki pa ima v tem sklopu eno pomembno nalogo, da bi se zasnoval koncept pokrajin kot ekoregij, kar pomeni, da bi se Slovenija začela vzporedno s tem tudi trajnostno razvijati in pripravila to našo lepo državo tudi za prihodnje rodove. Hvala. Ja, najlepša hvala za besedo. Zanimivo je, da danes govorimo o oblikovanju in ustanavljanju pokrajin, pri čemer pokrajine že obstajajo. Obstajajo desetletja, obstajajo stoletja. Sicer obstajajo kot družbeni pojav, kot družbeni sistem, ki se je pravzaprav razvil iz dveh, ali oziroma na drugi strani je razvil dve temeljni izhodišči. Prvo je se, ki sta vplivali na sam družbeni pojav. Prvo je seveda fizično okolje, ki je močno vplivalo na nastanek v bistvu takšnih večjih lokalnih skupnosti, in drugo pa je potem zavest o skupni pripadnosti, ki pa izhaja iz kulturnega dela človeka. To je v bistvu zavest o tem, kakšne so naše navade, tudi kakšen jezik govorimo, čeprav govorimo vsi slovenski jeziki, pa se med seboj lahko močno razlikuje. Torej, ta dva dejavnika izjemno močno vplivata na nastanek družbenih sistemov. Na te družbeni sisteme, torej na dejanski pojav, ki obstaja, sedaj apliciramo normativni sistem. To je nekaj drugega. Mi sedaj skušamo na podlagi tega in v nekako posneti ta družbeni sistem in ga v bistvu vključiti v upravni sistem. Pri tem pa moramo vedeti, da so seveda tu obstajajo določeni problemi. Ni možno vedno celotni družbeni sistem, ki dejansko obstaja, vključiti tudi v upravni sistem, ker je treba tu upoštevati tudi upravno racionalnost. Iz tega razloga smo v svojem predlogu oblikovali pokrajine nekako tako, da so med seboj kolikor toliko uravnotežene, čeprav smo pri tem združevali tudi nekatere različne družbene sisteme. Tu nismo podlegli tistemu, kar smo podlegli v prvem koraku lokalne samouprave, ko smo oblikovali občine,
ki so nastali na eni strani na podlagi nekih gravitacijskih območij, na drugi strani pa na podlagi primarne lokalne skupnosti, tako da smo na koncu dobili v isti vreči tako piščance kot noje, kar seveda za oblikovanje upravnega sistema ni najbolje. V tem delu to je v bistvu izhodišče. Sedaj pa seveda govorimo o v bistvu nastajanju pokrajin. Pokrajine nastajajo na eni strani kot struktura, to je en zakon, ki oblikuje neko upravno strukturo, na to pa v bistvu polnijo pokrajine z njenimi temeljnimi sistemskimi funkcijami, ki pa so tri. Ena je normativna, torej izdajanje nekih pravnih predpisov, druga je zagotavljanje javnih dobrin in javnih storitev, po starem bi rekli temu javne službe, in tretja je razvojna. In seveda, kako lahko pokrajina začne delovati? Pri zadnji funkciji prav gotovo razvojna ne potrebuje nekih posebnih normativnih okvirov, potrebuje zdravo pamet, kako v bistvu doseči s skupnimi močmi določene boljše cilje. Kar zadeva javne službe, te že delujejo po svoji logiki dejavnosti. One zahtevajo večji prostor, upravni sistemi, torej sistemi upravljanja s temi strukturami, torej z javnimi službami, ki to delajo, je v bistvu že izdelano. Malo bi ga bilo treba, oziroma ga bo treba samo še prilagoditi novemu dejstvu to, da imamo novi upravni sistem, ki je pokrajina. Tretji je najtežji. To je tisto, kar je že kolega Boštjan pred mano rekel. Tu so pa pristojnosti. V okviru te funkcije pa mora pokrajina v bistvu organsko rast. Ni mogoče v bistvu takoj prenesti vse pristojnosti, ki, kot vidite, tam jih je približno 4 kg, ampak se to v bistvu dela postopoma z nekim v bistvu tu pa vladnim načrtom, ki mora izdelati v bistvu strategijo, kako bodo v bistvu potem pokrajine nastajale. To je bil vedno primer, ne samo v Sloveniji, tudi v Franciji, departmaji, Landkreis, v Nemčiji, vse to je v bistvu nastajalo nekako organsko s časoma in na koncu bomo dobili nek učinkovit upravni sistem in bomo imeli tudi upravno strukturo takšno, kot bi moralo že zdavnaj biti, torej centralno, regionalno in lokalno. Lepa hvala, če nadaljujem tukaj, kjer je kolega končal, bi rad samo na začetku še enkrat opozoril, da seveda pri vsej tej dejavnosti, pri vsej tej akciji gre vendarle za uresničitev tega ustavnega člena, ki pravzaprav pravi, da so v Sloveniji pokrajine in da ne bi še naprej ostajal ta člen v zraku, je prav, da se tudi v sedanjem času lotimo sprevajanja te norme iz knjige v življenje in sicer seveda postopno z upoštevanjem tako strokovnih kot političnih vidikov. Pri političnih vidikih je vedno treba imeti pred očmi tisto ustavno normo o tem, da bo zakon o ustanovitvi oziroma o pokrajinah sprejemal državni zbor z dvotretjinsko večino, ampak dvotretjinsko relativno večino, se pravi 2/3 navzočih poslancev, niti ne s tako imenovano ustavno večino, ampak gre za dvotretjinsko relativno večino, ki bo seveda za ta zakon potrebna, s tem, da je v sedanji fazi morda treba opozoriti, da so vsa ta gradiva pravzaprav še osnutki zakonov. Zakonodajni postopek se še ni začel. Verjetno, da bo predlagatelj bodisi državni svet ali pa 5000 volivcev, ljudska zakonodajna iniciativa. Vsekakor pa je ta razprava že pred samim začetkom formalnega zakonodajnega postopka zelo koristna, tako z strokovnih kot z političnih vidikov. In seveda morda kaže razmisliti, da bi celo v teh proceduri uporabili tisto poslovniško določbo, ki je tudi zelo redko uporabljena, ampak pri tisti dejavnosti o postavljanju pokrajinske zakonodaje
ki je že predhodila, je bila uporabljena namreč tako imenovana predhodna obravnava. Še preden se začne prva, druga, tretja obravnava formalnega zakonodajnega postopka, bi bilo verjetno koristno iti v to poslovniško možnost, ki jo Poslovnik Državnega zbora predvideva, predhodna obravnava, ki še enkrat preveri interese, stališča in seveda tudi nakazuje potem že možnost, ali bo taka večina dosežena ali ne. Tako kot je kolega dr. Trpin rekel, seveda na vsezadnje vse te razprave in vse to strokovno delo na koncu mora zaokrožiti zakon. Od vseh teoretičnih razprav, političnih vidikov, na koncu okvir temu sistemu, družbenemu, pravnemu sistemu mora dajati zakon oziroma pravne norme, pri čemer je pa treba tudi k tej zakonodaji in spreminjanju zakonov pristopati ne samo postopno, kot je bilo zdaj rečeno, ampak tudi modro, v nekem smislu bi lahko rekli, tudi pri pokrajinah s tresočo roko začeti pripravljati besedila, zakonske člene, ob tem, da imamo zdaj za tisti del uvoda predloga zakona, ki pomeni oceno stanja, analizo, poglavitne rešitve, primerjave in podobno, pa res že zelo veliko gradiva. To je gradivo, ki ga bo pa potrebno seveda selekcionirati, kajti iz tega obširnega gradiva bo treba napraviti nek izbor in neko časovnico prenosa pristojnosti in kot je bilo že rečeno, najlažje bo začeti pravzaprav s tistim, kar že obstaja, s temi regionalnim razvojem, ker imamo zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kjer so te razvojne pokrajine pravzaprav zelo kompatibilne s predvidenimi splošnimi pokrajinami, ki naj bi se uveljavile. Zato in na tej podlagi potem iti postopno skozi daljše časovno obdobje in ob nekem pripravljenem normativnem programu, ki bi predstavljal pravzaprav nek okvir, neko usmeritev, kako te pristojnosti postopno prenašati na pokrajine, da bi ta cilj dosegli. Se pravi, v nobenem primeru ne z nekim omnibus zakonom, z nekim novim ZUJF-om, nikakor ne, ampak seveda najprej s tem okvirnim zakonom, vsebinsko, materialno, pa potem zelo premišljeno z opravljenimi analizami po posameznih področjih, da bi potem dobila ta naloga, ta dejavnost, dobila potem tudi operativne pravne okvire. Predsednik naše strokovne komisije me je zaprosil za okvirno oceno vsebine predlaganega prenosa pristojnosti in nalog na pokrajine z vidika trajnostno sonaravnih ekoregij Slovenije in z vidika koncepta policentričnega razvoja. Ta predlagani obseg prenosa pristojnosti in nalog po moji sodbi je obsežen, zahteven in sodim, da lahko te predložene pristojnosti in naloge opravljajo samo dovolj velike, dovolj gospodarsko, razvojno in trajnostno močne pokrajine, kar pomeni, da
se potrjuje tisto osnovno izhodišče strokovne komisije pri členitvi na pokrajine, da je zgornja optimalna meja oziroma število pokrajin v Sloveniji za opravljanje teh obsežnih pristojnosti in nalog 8 do 10 pokrajin, da lahko te naloge opravljajo samo pokrajine, ki imajo vsaj 100.000 prebivalcev in da je umestno, da se pokrajine tudi notranje členijo na manjše regionalne skupnosti, ki nimajo seveda politične vloge, imajo pa izredno pomembno razvojno plansko regijo. Samo mogoče 2 ali 3 primera, ki to osnovno izhodišče o nujnosti velikih oziroma večjih pokrajin potrjujejo, naprimer predlagani prenos pristojnosti in nalog po energetskem zakonu pomeni, da bodo pokrajine po predhodnem soglasju izdelale pokrajinske energetske koncepte. Kaj to pomeni? Da bodo zelo jasno in nedvomno se odločile, kakšna bo proizvodnja energije, kako se bo ta energija uporabljala, kateri pokrajinski energetski viri se bodo uporabljali, kolikšno bo število zelenih delovnih mest in ne nazadnje, kakšna bo stopnja samooskrbe posameznih pokrajin. Skratka, kot vidite, izjemno zahtevne naloge, ki jih majhne pokrajine enostavno ne morejo upravljati. Drugi primer, zakon o kmetijstvu predvideva, da bodo zagotovljena tudi pokrajinska sredstva za izvajanje ukrepov kmetijske politike za celostni razvoj podeželja. To je mogoče seveda samo v primeru, če je ta funkcija kmetijstva jasna in nedvoumna in sicer taka, da omogoča bistveno višjo stopnjo prehranske samooskrbe. Še mogoče primer zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje, kjer imajo pokrajine pristojnosti za nove ali pa za ukinjanje, naprimer, poklicnih šol, javnih tehničnih šol, srednjega in višjega šolstva, kar pomeni seveda, da se lahko pokrajine bistveno bolj hitro odzovejo na potrebe gospodarstva po določenih kadrih. In še mogoče samo zakon o varstvu okolja, kjer so predvidene velike pristojnosti pokrajinskega sveta za varovanje okolja, za zmanjšanje in preprečevanja obremenjevanja okolja in tudi za sanacijo degradacijskih območij. Vse to torej potrjuje našo osnovno predpostavko in mislim, da je prav, da smo se lotili, po mojem mnenju, še vedno najtršega oreha, to se pravi števila pokrajin, in potrjuje našo osnovno izhodišče, da je potrebno manjše število velikih pokrajin, ki hkrati omogočajo tudi razvoj ekoregij in policentričnega razvoja Slovenije. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana sedma sila ali četrta oblast, veja oblasti v tej državi. Čisto na kratko, zdaj seveda
Velikokrat se nam je očitalo, da nismo pripravili zadeve projektno, ampak zadeva je zelo projektno pripravljena, začela se je z oceno stanja in seveda zelo hitro je bila ta ocena tudi narejena, zadeva teče zelo centralistično, zadevo, če hočemo tako z vidika državljanov, kakor z njihovega ekonomskega stanja, njihovega razvoja peljati v policentričen razvoj, potem moramo zadevo zapeljati v drugo smer, zato ocena stanja v Republiki Sloveniji nujno je treba začeti z decentralizacijo. Naslednji korak je bila seveda priprava podlag, na podlagi pobude, ki je prišla s strani občin, se pravi od spodaj navzgor, so to pobudo prevzeli 4 predsedniki in pobudo pelje naprej predsednik Državnega sveta, ki je potem seveda vstopil v stik z vsemi tistimi, ki v Sloveniji o pokrajinskih, tako zgodovinskih, kakor geografskih, kakor pravnih, kakor administrativnih in seveda ustavnih nekaj vedo in na tak način je prišlo do priprave podlag. Te podlage seveda naj služijo konkretno politiki, ki bo na koncu zadevo sprejela, se pravi tako členitev, kakor vsebine, kakor preračun. Namreč velikokrat se govori o tem, da bodo pokrajine ne vem kaj stale, da bodo pokrajine tako ali drugače. Če hočemo nekaj imeti, potem je zagotovo nujno treba vedeti in se zavedati, da brez nič ni nič. Strokovna skupina je lahko delala to pro bono, zato ker nas večina, vse za sebe lahko rečem, to, kar sem delal in kar sem lahko kot član te skupine naredil, uporabljam že v svoji predavalnici in moji študentje že vedo, kako je ta stvar tekla v zgodovini, da je bila velikokrat odvisna od lastnine, od ljudi, ki so živeli in so bili v prostoru zelo povezani in seveda do vsega tistega, kar bo pač še prineslo s prenašanjem. Naslednja zadeva, ki bo sledila, to je 3. faza oziroma rečemo i 4. faza, kajti 3. faza je faza parlamentarnega in vladnega odločanja, 4. faza bo pa faza postopnega prenašanja. Dobre prakse, kakor kažejo v svetu, kažejo, da to ni mogoče narediti na horuk. Kdor dela na horuk, navadno naredi več škode kot koristi. Namreč ocena, ki je bila, slovenski prostor se prazni, na drugi strani dobre prakse našega najbližjega soseda Avstrije ali dobre prakse nemškega prostora, kjer lahko rečemo, da imajo tako imenovano Sorbono upravnega prava v univerzi v Kasslu, so pokazali na konkretnem modelu, da se zadeve z resnim pristopom k decentralizaciji in zagotavljanju lokalnemu prebivalstvu tisto, kar je že v slovenskem prostoru ugotavljalo zelo veliko upravnih pravnikov, da mora biti regionalizacija namenjena za človeka, ki tam živi, potem moramo reči takole. Če bomo startali tako, kot je predlagal profesor Trpin, najprej z razvojnimi nalogami, potem pa z upravnimi, najmanj 7 do 10 let. Konkreten primer, Avstrija je znotraj Zvezne dežele Štajerske šla samo v racionalizacijo okrajev in šli so z oceno. Leta 2050 bo na Štajerskem 40.000 do 50.000 prebivalcev več. Kaj lahko tem prebivalcem ponudimo, kaj bodo ti prebivalci lahko ponudili Evropski uniji takrat. In tudi v našem primeru je bilo tako, kaj lahko ponudimo prebivalcem in podeželju, ki se danes prazni, da bo ostalo tam, kjer je in bo dodana vrednost tistemu prostoru. Na drugi strani, kaj lahko ta prostor leta 2050 ponudi Evropi. Ne tega, kar smo videli iz statistik, da je prostor, slovenski prostor se prazni, da bo leta 2050 100.000 prebivalcev slovenskega prostora manj, ampak moramo računati s tem, da bo tega vsaj 100.000 prebivalcev več za celoten slovenski prostor. In kaj lahko ta prostor ponudi? In Avstrijci so recimo rekli, na leto privarčujemo 10 milijonov. Koliko milijonov lahko z racionalizacijo upravnih postopkov,
vseh pristopov za posameznega državljana naredimo, da bo ta priskrbljen, da bo ostal in hkrati na koncu davkoplačevalca manj stalo. Torej, Avstrijci so to delali 8 let. Univerza v Kasslu, ki je pa šla v tako imenovano regiopolizacijo, na modelu tega se lahko zgledujemo tudi pri posebnem statusu mestne občine Maribor, kjer mora biti vsaj 4 elementi: politika, gospodarstvo, kultura in razvoj. Vse to Maribor ima, hkrati je to prostor, ki tudi združuje, ki je koheziven, in tudi tam so od leta 2006 do 2016 v 10 letih razvili model. Danes je preko 60 regiopolisov, ki so mlajše sestre od metropol, ki so danes vodilne v nemškem prostoru. Torej, 2 dobri praksi, ki kažeta na to, da če hočemo racionalno razmisliti o pokrajinski upravi ali deželni upravi ali regionalizaciji Slovenije, čisto vseeno, v vseh primerih gre samo za to, da bomo pripravili prostor za ljudi, ki bodo prišli za nami, in da bo ta prostor ekonomsko, kulturno, razvojno in politično decentraliziran. Predno dobite besedo za morebitna vprašanja, samo še ena opomba. Kot rečeno, je rok za opravljanje javne razprave 20. februar. Če smo že tako dolgo čakali na ustanovitev pokrajin, po eni strani ne kaže na vrat na nos hiteti, po drugi strani se je pa treba zavedati, z vsakim dnem neustanovitve pokrajin trpimo gospodarsko in razvojno škodo. Najprej pri participaciji tako pri državnih kot pri evropskih sredstvih, potem pa še pri nezmožnosti sodelovanja v polni meri čez mejo z pokrajinami, ki nas obdajajo. Tako da je čas in ni časa, vsi se moramo potruditi dati vse od sebe, da bo ta projekt čim prej uspešno zaključen. Vsaj v luči nove evropske finančne perspektive bi bilo to zelo pomembno, da je v doglednem in realnem času. Hvala lepa, zdaj ste pa na vrsti vi. Izvolite. Urška Mlinarič, Večer. Mene zanima, so zdaj te pristojnosti pisane na model 10+2 in kaj bo jutri vi samo preostale 3 predsednike seznanite, kje je projekt, in po jutrišnjem se začne javna razprava ali kako? Ne. Pristojnosti so res pisane na optimalni model, tudi če bo prišlo do odstopanja od tega optimalnega modela, v neki meri to ne bo imelo katastrofalnih posledic, vsekakor pa odstopanja navzgor pomenijo slabše možnosti financiranja in slabšo vzdržnost pokrajin, tudi verjetno otežkočen prenos vseh nalog, kot je zamišljen v tem konceptu. Kar zadeva jutrišnji dan oziroma pogovor vseh 4 predsednikov, je namen seznaniti ostale 3 predsednike s tem, kako daleč smo prišli, in seveda pozvati predsednika vlade, gospoda Marjana Šarca, da se v tem trenutku vlada aktivno vključi v projekt, ker doslej je bilo stališče vlade izraženo po ministrih, dokler nimamo koncepta izdelanega do te mere in dokler nimamo vsaj načelnega soglasja lokalnih skupnosti, se vlada v te aktivnosti ne bo vmešavala. Sedaj pa mislimo, da je čas, da se vlada preliminarno že vključi po 20. februarju, ker verjamem, da takrat bomo imeli soglasje lokalnih skupnosti, bo pa čas, da vlada opravi svoj del naloge in pove, kaj je pripravljena prenesti, v kolikšnem času, in da seveda postreže z egzaktnimi številkami, koliko bo to stalo. Hvala. Je še kakšno vprašanje? Ja, vprašanje tukaj, da greš na kopteri. Veliko smo slišali zdaj o pro bono delu pripravljalcev. Ste razmišljali recimo, da bi pokrajine v primeru, da do njih pride,
ponudile tudi eno možnost zaslužka tistim, ki zadeve urejajo. Gospod Brezovnik že zdaj precej sodeluje z občinami preko svojega inštituta, verjetno bi pokrajine omogočile še več tega zaslužka. Mogoče pa tudi ne. Saj nihče ni rekel, da bo kdorkoli izbral dr. Brezovnika za to delo. To delo bo... Ne, saj če dovolite, bi jaz kar odgovoril na to vprašanje. Glejte, ne jaz, ne dr. Brezovnik, ne kdorkoli izmed tukaj prisotnih iz tega projekta nismo potegnili nobene materialne koristi. Kvečemu je bilo opozorilo iz strani politike, da se bomo na tem projektu polomili zobe in utrpeli politični neugled. Ampak to tveganje smo pripravljeni prevzeti. Kdo in na kakšen način bo pa oblikoval same zakonske rešitve in kdo bo na tem projektu delal, po mojem mnenju je veliko negodovanje tako imenovane strokovne javnosti, zato ker nekateri mislijo, da ne bodo povabljeni k temu sodelovanju in da se s tem vrtiček za njih zaprl, v preteklosti je bil pa širom odprt. Tako jaz razumem nekatere strokovnjake, ki negodujejo. Ne, vrtiček ni zaprt, delalo se bo na podlagi javnih razpisov in lepo prosim, moje sporočilo vsem takšnim je, ne ustavljajte projekta zato, ker menite, da ne boste dobili svojega deleža posla. Vsi bodo imeli možnost participirati in ta projekt si zasluži zaradi državljanov, da bi zaživel, ne pa da je ustavljen zaradi nekih parcialnih interesov posameznikov. To pa že presega ne meje dobrega okusa, ampak tudi presega meje državljanske korektnosti. Smem še jaz dati? Izvolite. Ker se dotakne tudi mene kot vprašanja, ravno glede tega res je. Že leta sodelujem z slovenskimi občinami kot strokovnjak, uveljavljen mednarodni strokovnjak. V svoji pretekli praksi sem sodeloval z vsemi mednarodnimi organizacijami, ki jih znate našteti, od Evropske unije do Združenih narodov, OSCE misije, Kipreda in tako naprej. Kjer so me te mednarodne organizacije z mojim strokovnim znanjem najemale zato, da sem pomagal v procesih decentralizacije širom po svetu, ne le v območju Evrope. Tisto, kar je vsebinsko pomembno, je, da sem v preteklem strokovnem obdobju se zelo hitro kot pedagog začel tudi strokovno ukvarjati za vprašanje lokalne samouprave, predvsem zaradi tega, ker je bilo na tem področju izrazit manko. Občin imamo v Sloveniji ustanovljenih 212, so izrazito raznolike, imamo najmanjšo občino Hodoš z nekaj več kot 350 prebivalci in največjo mestno občino Ljubljana za 290 tisoč prebivalci. In vse te občine imajo izjemno veliko pristojnosti, določenih po 164 zakonih, 500 zakonskih aktih in morajo na tej podlagi izvršiti različna opravila. Teh opravil je več kot 1300 in morajo izdati 1300 različnih aktov. Ključni problem slovenske lokalne samouprave je v tem, da je po letu 1998 nastalo neracionalno preveliko število premejhnih občin. So opravile odlično in dobro delo v tem prehodu, vendar so zdaj izgubile svojo ekonomsko moč in sposobnost zagotavljati vse tiste temeljne pogoje, ki so pomembni za kvaliteto bivanja. In v tem obdobju sem se v svetovanje vključeval tako kot marsikateri od mojih kolegov, kar pomeni, da smo občinam, državi, vladi, ministrstvom pomagali za svojim strokovnim delom kot zunanji svetovalci. V tem osebno nisem nikoli videl nič slabega, kvečemo dobrega, da smo pomagali uresničiti nekatere projekte, ki jih drugače ne bi bilo mogoče izvršiti. Mogoče en tak primer, tu kolegov sicer ni, ampak leta 2006 je bil sprejet zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Jaz sem za svojimi kolegi za mestno občino Velenje izvedel in pomagal izvesti prvi proces ustanovitve oziroma sklenitve javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo in vzdrževanje občinskih cest, kjer bi mestna občina Velenje takrat po arhaičnih cenah, se pravi tem, kar je plačevala prej, za ta projekt morala odšteti 42 milijonov evrov. Po 18 mesecih napora, nekaj tisočakih, ki so nam jih plačali, smo mestni občini Velenje mi privarčevali približno 13 milijonov evrov. Kar pomeni, da tako jaz kot vsi ostali strokovnjaki, ki se vključujemo
tudi v to delo in smo seveda za to plačani, ker pač ne živimo več v času socializma in komunizma, smo na ta način tej državi, po moje, privarčevali velike milijone evrov. Delali smo na razvojnih projektih. Moj največji projekt do sedaj je bil razvojni projekt letališča Maribor, kjer se je pojavil zasebni investitor in kjer smo morali pripraviti predlog za izvedbo investicije v višini 660 milijonov evrov. To smo pripravili, predložili vladi, vlada pa potem tega ni sprejela. Morda veste, že tisti zasebni del partnerstva pri vzdrževanju cest v občini Velenje? To se ne spomnim več, bilo je pa 5 ponudnikov in izbran je bil potem najugodnejši ponudnik v procesu in postopku, ki je predpisan z zakonom. Ja, ne vem, ampak zdaj samo toliko, da dam še eno opazko, ki je zelo pomembna tudi v tem delu. Ko smo mi razpravljali o tem in je predsednik tudi ponudil neko možnost plačila za opravo tega projekta. Verjemite, tu je na tisoče ur, ki smo jih morali presedeti, preštudirati vse, pripraviti in ponuditi naše znanje. In ko smo razpravljali s kolegi o tem, ali to naredimo v ozki skupini, dobimo neko nagrado za to, ali pa preprosto razširimo to strokovno skupino in odzvalo se je 60 strokovnjakov, ki so pripravljeni nekaj narediti za to domovino. Med njimi je bil kolega profesor Plut, ki je zdaj že tretjič prisoten na tem področju in tisto, kar je pomembno, Dušan, ti si bil nagrajen strani predsednika države in odlikovan za vse zasluge v času. Najvišje državno odlikovanje je dobil kolega Plut, zato ker se je od leta 1988 in še predtem boril za samostojnost te Slovenije na politični strani. In moj oče se je boril kot borec, prvoborec in eden izmed poveljujočih na Holmecu. V letu 1991 je padlo oziroma izgubilo življenje 19 slovenskih državljanov zato, da smo lahko spisali ustavo, v katero smo zapisali tudi, da bomo imeli v Sloveniji pokrajine. In takrat, ko smo se pogovarjali, smo rekli, spoštovani, naša dolžnost je, da tisto znanje, ki smo ga pridobili tudi na javnih ustanovah, institucijah, z vsem znanjem, ki ga imamo, da pripravimo nekaj dobrega za to državo in da ponudimo vso znanje, ki se je pri nas nakopičilo v projekt, ki bo pomenil nekaj boljšega za to državo. Tako da, ko smo o tem razpravljali, nihče niti pomislil ni, da bi terjal kakršnokoli plačilo za znanje, ki ga je v to vložil. Niti jaz, niti kdorkoli drug. Jaz osebno pa, kot sem že povedal, sem zdaj ne le zaradi tega dela, ki je bilo upravljeno, pač pa tudi zaradi medijskih napadov, laži, podtikanj, klevet, ko so se me lotili, zdaj napadajo mojo habilitacijo na fakulteti in tako naprej, zaradi dejanj, ki jih nisem storil, sem v tem trenutku izjemno izčrpan človek. In predsednik me nenehno prepričuje, naj še vztrajam in počakam do konca, da bi lahko to vložili v Državni zbor. Seveda bo epilog na koncu ta, da bom zagotovo ostal brez zaposlitve na svoji matični fakulteti in da bom plačal jaz in moja družina za to zelo veliko ceno. Tako da bi jaz pričakoval iz spoštovanja do mojih kolegov, iz spoštovanja do kolega Pluta, ki je bil odlikovan z najvišjim državnim odlikovanjem, do ljudi, ki so umrli leta 1991 zato, da smo lahko to zapisali v ustavo, da mogoče zdaj ustavite že enkrat to razpravo glede naših bodočih pričakovanj. Jaz nimam nikakršnih. Ne potrebujem več dela, ker ga imam dovolj, ne potrebujem zaslužkov, ker imam tega dovolj, potrebujemo samo mir, da bomo lahko svoje delo oddelali do konca. Za zavezo, ki smo jo sprejeli in obljubo, ki smo jo dali predsedniku republike in predsedniku Državnega sveta. Doktor Brezovnik, hvala. Jaz se upravičujem, preganja nas nadaljevanje komisije. Jaz bi na tej točki, ker smo se tudi malo oddaljili od te teme, uradno zaključila današnjo novinarsko konferenco. Zahvaljujem se vam za obisk in seveda tudi za pozornost. Vam želim tudi lep dan. Če so pa kakršnekoli dodatne pojasnila ali izjave, pa predlagam, da to naredimo pred dvori. Hvala vam. Se upravičujem, samo še en stavek, predn odidete. Ironija usode pa je, da ko je bilo zbranih tukaj nekaj 40 strokovnjakov, je bil doktor Brezovnik prav on kritiziran zaradi tega, ker je pozival vse k delu pro bono in so rekli, da se s tem niža ugled strokovnjakov. Bil je napaden. In zdaj je pa napaden
zato, ker se ocenjuje, da je iz tega potegnil neko korist. Zdaj se je treba pa končno nekaj dogovoriti. No. Ali ga napadete zato, ker prostituira strokovnjake, da delajo zastonj, ali ga pa napadete zaradi tega, ker si baje zagotavlja korist. Oboje no go. Se upravičujem, da sem tako direkten, ampak na koncu vse skupaj izpade pa zelo banalno. In če na tem nekdo gradi projekt za ustavljanja ustanovitve pokrajin, je po mojem mnenju neokusno. Hvala lepa. Generalno je tukaj, če boste pozdravo, da